Skupina Lombardo, David na drugi strani, zdrava. Zdravo. Nova skladba, novo ustvarjalno obdobje? Ja, seveda, normalno. Ja. Tako se je zgodilo, da v bistvu smo imeli zelo veliko, so nas okupirali koncerti v zadnjem času, skoraj več. In smo posledično, mogoče enostavno časa zmanjkalo za snemanje, niti ne za delanje novih pesmi, ampak za snemanje, ker pesmi imamo itak albuma že napisanih, verjetno pa vmes nastajajo vsak dan praktično nove. Nismo se nekako dogovorili in šli v studio in to enostavno naredili. Zdaj pa smo se odločili, da zdaj pa dosti tega in smo pač šli in posneli prvo pesem, oziroma prve 3. Jutro je naslov aktualne, ki ste sedaj poslali med poslušalce. Gre za pozitivno pesem? Definitivno gre za pozitivno pesem. V bistvu vsak človek ima v svojem življenju ima vzpone in padce in ko pogledaš za nazaj, vsi nekako delujejo tako, kot da je bila to samo neka šola in vedno, ko se človek spomne za nazaj, reče, zmeraj nekdo mi sta ob strani, ali bi to partner, ali so bili prijatelji. In o tem govori v bistvu ta pesem, da vedno se nekako premaga, zmeraj postaneš močnejši, posebej takrat, kadar imaš nekoga ob sebi. In izkaže se, da tudi če kdaj v kakem trenutku bi kdo mislil, da ga nima, ko pogleda za nazaj, vidi, da ga je vedno imel in da ga ima. Torej je to pesem o vzponih in padcih v življenju? Jaz bi rekel, da je to nekako Lombardo verzija With Little Help from My Friends v bistvu. Kam pa greste zvočno z novimi skladbami? Tukaj smo pač malo drugače tole zastavili, to snemanje drugega albuma in si tako, da smo pač rekli, da tokrat pa ne bomo uporabljali samplov in drugih umetnih, da bo vse več ali manj organsko odigran, kar je tudi tukaj, pri Jutru seveda. Čisto enostavno se nam je zgodilo na teh koncertih, smo ugotovili, da nas v bistvu majčkeno omejuje ta tehnologija, še posebej, kadar je to povezano tudi s kakimi matricami, hotel bi v nekem trenutku podaljšati pesem, pa je ne moreš. In tako da smo rekli, da tokrat gremo v bistvu čisto naravno, tako kot zvenimo na vajah, tako kot zvenimo na koncertu, tako je tudi pesem. Tako bomo zveneli. Tudi z violino? Z violino pa žal ne, to pa so vse nekateri ene take stvari, ki pa ne moramo zagotoviti normalno. Tukaj v tej pesmi je tudi vsebovana violina, ki je zaigrala Jelena Žedrala, ki pa igra seveda pri Kataleni in seveda nima časa, da bi z nami na vse te koncerte hodila, če pa ne bi imela svojega benda, bi prekala, če bi zraven hodila tudi na naše koncerte in tudi potem bi posledično še več violine seveda implementirali noter. David, dejal si, da je skladba tudi napoved drugega albuma? Je, seveda, v bistvu nov zvok, drugačen zvok in normalno, prvi album je zdaj star že v bistvu 3 leta in je čas, da začnemo pač delati neke stvari naprej. V bistvu smo že zelo pozni s tem in če rekli smo, praktično zelo hitro bi rekel, da smo se odločili za ta korak, dobesedno, fant, da grem v studio posnet nekaj, je nekdo rekel, niti se ne spomnim kdo in smo skoraj termin zmenili tako čez 2 tedna in smo rekli 3 komade od teh hita, ki imamo že napisane, že stojijo vse, ne vem koliko časa, gremo jih zdaj posneti. In smo šli posneti. Bova pa sedaj Jutro poslala tudi našim poslušalcem, zato za konec, jutro ali večer? Jutro, seveda, jutro. Našel sem se v noči brez obzorja, prehodil 1000 mil v napačno smer. Nekje obstaja pot od tu do morja, pomagaj mi jo najti, da le vem, kje se začne. Ne štejem več, kolikokrat sem padel, s tlemi skoraj se sprijateljil. A dokler diham sebi, nosim zgodbo, ki je nisem še napisal, a vem, da jo bom. Ko pride jutro, bom tekel mimo senc. Ko pride jutro, razpihal bom pepel, kadar si openim in srce gorijo tal do nebes. Ko pride jutro, jaz vem, da zmoram se.
so rane del poti, ko hodim po stezah spolskih strmin. Noče vedno trmasto ustraja, a je le postanek na poti vse do sanj. Ko pride jutro, bom tekel mimo senc. Ko pride jutro, razpihal bom pepel. Kadar si ob meni, mi srce gori od tal do nebes. Ko pride jutro, jaz vem, naj mene sveto jutro mimo senc. Naj veter že zgrem le naprej. Če si ti ob meni, mi srce gori od tal do nebes. Ko pride jutro, jaz vem, da zmorem vse.